Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi gostje. Dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta občine Slovenske Konjice s podelitvijo občinskih priznanj. Z današnjo slovesnostjo zaključujemo zelo uspešne Konjiške dneve 2015, saj je prav današnji dan, 30. junij, praznik našega mesta. Še prav poseben pozdrav namenjam Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. V letošnjem letu posebno pozornost tudi današnjo proslavo v občinskem prazniku posvečamo našemu biseru, to je Žički kartuziji. Mineva 850 let od prihoda kartuzijanov v naše kraje. In zgodovinska dejstva pričajo o njenem pomenu za nas in za vso Srednjo Evropo. Tukaj so živeli, razmišljali in ustvarjali mnogi izobraženi ljudje. Vemo, da je bila tukaj ena največjih knjižnic tistega časa, ki je imela več kot 2000 z roko napisanih knjig. Ob koncu 14. in začetku 15. stoletja je bila središče kulturnega in političnega dogajanja v tem delu Evrope. Po ukinitvi leta 1782 pa je dolga desetletja propadala ter končno v zadnjih 2 desetletjih dočakala boljše čase. Veseli smo, da nam je uspelo kar nekaj objektov obnoviti. Še bolj pa se veselimo dejstva, da je njen pomen prepoznala tudi vlada Republike Slovenije in pred dnevi sprejela odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za spomenik državnega pomena. Verjamem, da bomo s tem dokumentom lažje uspeli v prizadevanjih za pridobitev finančnih sredstev za nadaljevanje prepotrebnih obnovitvenih del. In na tem mestu se še posebej iz srca zahvaljujem vsem službam in posameznikom, ki so pripomogli, da se po 9 letih prizadevanj smemo pohvaliti, da imamo v dolini Svetega Janeza spomenik državnega pomena. Spoštovane gospe in gospodje, v vsaki skupnosti, tudi v lokalni skupnosti, najdemo posameznike, ki so se v določenem obdobju vsak na svojem področju še posebej izkazali. Zato ste danes tukaj med nami, spoštovani dobitniki občinskih priznanj in nagrajenci. Prav je, da vam tudi javno povemo, da smo opazili vaš trud, vaše delo za dobro vseh nas. Tokrat imamo med nami tudi novega častnega občana. Vsekakor pa ste letošnji nagrajenci vsak na svoj način naši vzorniki. In naj bodo podeljena priznanja izraz hvaležnosti, spoštovanja, predvsem pa naj vas spodbujajo pri vašem nadaljnjem delu. Občanke in občani občine Slovenske Konjice se vam zahvaljujemo za vaš pomemben prispevek k napredku in dvigu kakovosti življenja v našem prostoru in ne nazadnje tudi promociji naših krajev doma in po svetu. Spoštovani dobitniki občinskih priznanj in nagrade, iskreno vam čestitam. Vsem občankam in občanom iskreno čestitam v državnem prazniku in tudi ob minulem dnevu državnosti. Hvala županu, ki je ostal z mano na odru, saj bo takoj v nadaljevanju podelil tako imenovano priznanje župana. Priznanje župana za uspešno dolgoletno delo v krajevni skupnosti Loče prejme Jože Sevšek. Amen.
svojo interpretacijo je poskrbela Danijela Burjan. Tudi v nadaljevanju današnje svečanosti bomo lahko prisluhnili učenkam solopetja iz glasbene šole Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom Andreje Obrul. Sedaj pa je že čas za podelitev zasluženih nagrad tistim, ki so svojim delom pripomogli k razvoju, prepoznavnosti, promociji, kvaliteti življenja, samozavesti občanov, lastnemu zavedanju naših posebnosti, naših krajev, naše občine. Ponovno na oder vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, da podeli nagrajencem zaslužena priznanja. Najprej bomo podelili posebno nagrado občine. Nagrada občine je podeljena. Še enkrat čestitke nagrajencem. Pred nami pa je podelitev občinskih grbov. Najprej podelitev bronastega konjiškega grba. Hvala Stojanu Finku. Sledi podelitev srebrnega konjiškega grba. In že smo pri podelitvi zlatega konjiškega grba. Z nami je nadarjena pevka Menja Furman, ki nam bo zapela Ipavčevo In vendar enkrat čez srce. In že smo pred najbolj svečanim trenutkom današnjega dne, ko bomo šele četrtič v zgodovini občine Slovenske Konjice podelili naziv častni občan občine. Častni naziv je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu občine. Ta naziv so v preteklosti prejeli Ivan Minati, pokojni slovenski pesnik in pisatelj, vsestranski kulturni ustvarjalec, rojen v Slovenskih Konjicah, Ivan Pajk, pokojni konjiški arhidiakon, in Florijan Jančič, gospodarstvenik, politik in prostovoljec. Na oder vabim župana Mirana Gorinška, ki bo podelil to najvišje priznanje občine. Spoštovani gospod župan, spoštovani svetniki in vsi zbrani tukaj v tej dvorani. Zahvaljujem se za župana za tako oziroma največje priznanje, ki ga lahko občina podeljuje kateremu občanu. Zdaj, veliko ste videli in slišali o mojem delu. Moram povedati, da v moje mladosti do danes sem se stalno zavzemal, kaj god sem sodeloval za razvoj, za dobrobit vseh občanov in pa za dobrobit celotne lokalne skupnosti. Posebej pa seveda v mojem kraju, to je krajevni skupnosti tudi Tepanje,
katerem je zraslo praktično kompletno novo naselje, ki smo ga gradili približno 30 let. Dobilo je svojo podobo. Mislim, da so občani, moj svet krajevne skupnosti, ki je stal ob meni in delal mi podporo, da so ti rezultati danes, da ti rezultati danes krasijo našo krajevno skupnost. Od te moje mladosti do danes bi moral seveda tukaj tudi to povedati, da nisem bil sam, da je tu velik del družine zraven, ki brez nje je nemogoče take projekte, ki ste jih tukaj videli, enostavno peljati, kot sem jih pač peljal jaz. Tako da vsem mojim tudi obenem se zahvaljujem in je tudi to priznanje in del njih in del vseh tistih, ki so karkoli pripomogli tukaj k temu, da je vse to, kar smo danes tu videli, bilo možno narediti in pa zgraditi. Gospod župan, nekako je to moja zaveza, da sodelujemo naprej, da gradimo sodobno našo lokalno skupnost, da bomo vsako leto lahko proslavljali in poslušali tako bogate pridobitve, ki jih je gospod župan prej na uvodnem govoru tu objavil. Rad bi vam povedal to, če bi jaz želel vso mojo trpljenje in mojo, bi rekel, energijo, ki sem jo za to žrtvoval, potem moram napisati knjigo in lahko bi sedeli tu 2 do 3 dni, da vse to preberemo, pa da vse to povem. Zato hvala lepa še enkrat vsem in samo ena beseda na koncu je tista, ki mislim, da pove vse. Prav leto hvala.